Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V mestnem prometu Kranj v teh dneh poskusno vozi sodoben avtobus na električni pogon MAN Lion City E, saj bo 8 takih že v prihodnjem letu tudi redno vozilo po mestni občini Kranj. Novo pridobitev, ki bo pomembno prispevala k razogljičenju javnega potniškega prometa, so predstavili župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec ter predstavnika proizvajalca vozil podjetja MAN Truck & Bus Slovenija in podjetja Arriva Slovenija, ki v Kranju izvaja mestni potniški promet. Velik dogodek je to za mestno občino, za Kranj. Tukaj imamo poskusni avtobus, električni avtobus in 8 takih v drugi barvi smo letos kupili na mestni občini Kranj, zahvaljujoč tudi donaciji Eko sklada, 350 000 evrov po vsakem avtobusu, ostalo bodo plačala mestna občina Kranj. S tem dejansko nadaljujemo našo uspešno zgodbo o trajnostnem razvoju v mestni občini Kranj. In prvi avtobusi bodo prišli prihodnje leto na začetku leta, drugi 4 potem koncu leta in približno 360 000 kg izpustnih plinov CO2 bomo na leto prihranili z tem voznim parkom. To je veliko, sploh v luči tega, da je mestna občina Kranj letos aprila bila izbrana strani Evropske komisije v misijo 100 podnebno nevtralnih in pa pametnih mest in dejansko drugo leto resnično začenjamo načela te misije vlagati dejansko v vsako investicijo, tako da bomo do leta 2040 res lahko rekli, da smo najuspešnejša občina v okviru evropskih mest oziroma mesto v okviru mest. Vemo, da smo si zaslužili, da so nas izbrali, konec koncev postali smo najbolj e-mobility občina, glede na to, da smo zamenjali ves vozni park na občini in pa tudi v ostalih zavodih za električna vozila. Res dober sistem skupaj s koncesionarjem oziroma v javnem zasebnem partnerstvu in zelo veliko popraševalcev oziroma ljudi posameznih občin ali pa tudi podjetij, ki se od nas želelo naučiti dobre prakse. Naslednji štadij v razvoju elektrifikacije prometa, javnega prometa v mestni občini Kranj je tudi montaža oziroma namestitev 3 polnilnic za električne avtobuse, ena tukaj na prostoru Arrive, potem v sotočju oziroma ob reki Kokri, v sotočju Kokre in Save in pa na Zalici. To bo seveda dodatno, na sotočju bo tudi baterija, tako da se nam za prihodnost, kar se elektrifikacije tiče in pa zelenega razvoja v mestni občini Kranj ni zabrnilo. Dobavitelj je dal prav zdaj za krajše obdobje na voljo testni električni avtobus in ta bo od 20. novembra občasno vozil na linijah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 15 mestnega prometa. Za mestno občino Kranj smo v preteklih letih dela na tem skupnem projektu imeli cilje, kako zamenjati energentno področje javnega prometa, predvsem pa ne samo kako privarčevati, mogoče tudi na obratovalnih stroških in na izpustih, ampak dejansko kako z razpoložljivimi sredstvi v čim večji možni meri ozeleniti javni potniški promet. In to smo z nakupom 8 vozil tudi dosegli. Ozelenitev ne pomeni samo, da zmanjšujemo izpuste CO2, ogljikovega dioksida in raznih dušikovih oksidov, temveč tudi, da javni prevoz tiši. Javni prevoz tiši, pa seveda nas, ostale udeležence v prometu, pa tudi pešce, nas poziva k tem, da smo čedalje bolj čuječi in da smo pozorni do stvari, ki se dogajajo okoli nas. To partnerstvo je predvsem posledica na eni strani ambicioznega partnerja, ki ve, kaj si želi, to je mestna občina Kranj, in naše skupine Arriva, ki za svojo mednarodno prisotnostjo razpolaga z ogromno znanja. In znanje je na svetu oziroma med nami zato, da ga delimo z našimi naročniki.
V tem primeru je pa zadeva še toliko bolj dalekosežna in ga potrebno narediti z vsem, da dosežemo čim večji učinek. V prvem tednu testiranja navedenega vozila smo predvsem bili seveda spet presuni nad njegovo tišino. Potniki se radi vozijo z njim, vozniki pa tudi. Odsotnost motorja na notranje izgorevanje pomeni odsotnost vibracij, odsotnost trsljajev. Delovno okolje je toliko bolj prijetno. Potniki se lahko pogovarjajo med vožnjo in seveda mirno opazujejo okolico skozi te velike steklene površine. Kaj je zelo pomembno, seveda, da porabo električne energije zmanjšuje uspešna regeneracija. Vozilo regenerira med 20 in 25% električne energije, katero tudi porabi. Pomembno je tudi, da zmanjšujemo porabo tudi na teh vozilih, tudi za sistemom uporabe in pa tudi za sistemi za ogrevanje in hlajenje vozila, kateri bodo v bodoče tudi znatno pripomogli k čim večji izkoriščenosti vozil. Vozila bodo uporabljena zato, da so na cesti, ne pa zato, da se polnijo večji del dneva. Tako da v tem delu bi se rad zahvalil vsem na Mestni občini Kranj, kot tudi na podjetju EMAG. Hvala. Potniki ga že spoznavajo, mi pa smo udobno vožnjo z njim tudi že preizkusili. Kakor kažejo izsledki prvega tedna poskusnih voženj z e-avtobusom, so potniki navdušeni nad vožnjo v tihem, udobnem in prostornem vozilu. Prav tako vozniki avtobusov, ki bodo tako vozili v bolj udobnih delovnih razmerah.